Zdravstveni delavec, ki je zaposlen v javnem zavodu, lahko zdravstvene storitve pri drugem izvajalcu opravlja le na podlagi pisnega soglasja delodajalca. Ureditev, ki spet velja, ker je Ustavno sodišče dosodilo protiustavnost prepovedi dodatnega dela. V bistvu so opozorili, da je treba javno zdravstvo urediti, strinjajo se s tem, da so pravila igre znana, ampak so mnenja, da se da z dosedanjim zakonom marsikaj urejati. Tako odločitev sodnikov razume vplivni kirurg Erik Brecelj, glavno težavo pa vidi v neupoštevanju obstoječih zakonov. O ustavno-sodniški odločitvi pa Keber takole: najbolj jasno doslej je sodišče povedalo, da je naše javno zdravstvo izvajano kot javna služba. In da ga država mora varovati kot javno dobro. Pomeni samo to, da je dvojno prakso treba omejiti na drug način. In načini so zelo dobri, poznani v vseh državah, ki imajo podoben zdravstveni sistem, to pa je konkurenčna prepoved. Zdravnik ne sme kot zasebnik delati storitve, ki jih dela tudi v javnem sistemu. Da bo nujno treba urediti sistemsko razmejitev med javnim in zasebnim, če hočemo zagotoviti dolgoročno stabilnost javnega zdravstvenega sistema, menijo v Združenju zdravstvenih zavodov. Kdaj in na kakšen način nameravajo slediti odločitvi Ustavnega sodišča, smo vprašali zdravstveno ministrstvo, odgovorili so nam, da bodo to še preučili.